Čaka nas težko delo, predvsem, da bomo naš program približali ljudem. Jaz sem prepričan, da je naš program dober. Glede na preteklo delo so volivci Maribora znali oceniti naše zaupanje oziroma mi imamo program, ki daje velike možnosti in Maribor ponovno uvršča nazaj na zemljevid Slovenije in Evrope. Mene Maribor ni odnesel, jaz sem prostovoljno odstopil, sem eden ali pa redki ali pa edini župan, ki je takrat zaradi politične odgovornosti odstopil in to sem tudi naredil z vso odgovornostjo, prevzel politično odgovornost za to, kar se je zgodilo v Mariboru. In poglejte, če sem prišel v drugi krog, potem mi ljudje zaupajo. In v drugem krogu se ponavadi karte nekoliko drugače mešajo. In jaz sem prepričan, da še enkrat poudarim, da je naš program za razvoj Maribora dober. Torej zdaj 14 dni napetega predvolilnega boja. Ne, jaz sem že politik z tradicijo, trikrat bil izvoljen v državni zbor, dvakrat za župana, enkrat v državni svet in tudi te volitve bom korektno in spoštljivo prenesel in se tudi obnašal tako do volivcev kot do mojega protikandidata. To ni bilo korektno z vaše strani, da ste mi dejali, da bdi nad mano zapor, iskreno. Res, da sem bil obsojen po krivice. Vrhovno sodišče je razsodilo, da sploh nisem storil kaznivega dejanja, za kar sem bil obsojen. In če me sodnik gleda v oči in mi reče, da sem se za nagrado dal izvoliti v državni svet in na roko izreče, da predstavljam Sloveniji grožnjo, da se vrne nazaj v politično življenje, potem mi verjemite, da mi je bila storjena velika krivica in to lahko odgovorim tukaj pred kamero z vso resnostjo in odgovornostjo, glede na sodbo Vrhovnega sodišča. Jaz sem bil vaden za dobre projekte v Mariboru, za lutkovno gledališče, ker sem predlagal za gondolo, ker sem predlagal mestnemu svetu neustrezno rešitev, za trg Leona Štukla in podobne projekte. To so projekti, za dobre projekte so mene ovadili. Zakaj je bil gospod Fištravec ovaden, pa drugo vprašanje.